Vsako leto zasedba Cello Ataka pripravi glasbeno presenečenje. Na tokratnem festivalu Bled so v goste povabili vsestransko ustvarjalko Zvezdano Novaković. Je pevka vseh mogočih glasbenih zvrsti, harfistka, performerka. Zanimalo nas je, kateri medij je njen najljubši. Vsekakor glasba. Ampak nekako oder je zame prostor, kjer se lahko marsikaj zgodi, tako da se tudi nekako gledam vse skupaj kot performance, da ni samo glasba kot medij, ampak tudi neko pripovedovanje zgodbe oziroma vključevanje telesa, z eno besedo performance. Kot pravi, glasbo najde povsod. Jaz mislim, da nastane ena skladba, mora biti eno močno sporočilo odzadaj, ena močna zgodba ali izpoved ali ena močna ideja. In skladba ne nastane kar takole iz neba ali to nastane morda, če samo poustvarjaš glasbo, če pa sam narediš eno skladbo, je pa res potrebno eno močno sporočilo in to seveda prihaja iz vsakodnevnega življenja ali pa mogoče iz situacije trenutne v svetu. Na primer ta skladba oziroma ta sklop skladb, torej jaz bi rekla kar kompozicija Velvet Space, žametni prostor, izhaja iz različnih vidikov, na primer iz osamljenosti človeka, iz anksioznosti človeka, kako se umiriti, kako svoje telo začutiti. Torej, z vsakim projektom želim eno sporočilo že zraven dodati. Prepričana je, da glasbilo izbere glasbenico ali glasbenika in ne obratno. Jaz mislim, da vsak instrument najde tebe, ne najdeš ti instrumenta in tako je bilo tudi pri meni. Slučajno se je tako zgodilo, da je na Ptuju, od koder prihajam, je prišla izjemna mentorica Tina Žerdin z izjemnim razredom harfistk in jaz sem popolnoma prevzeta od njenega znanja in tudi izjemne mentorstva njenega. In tako je z mano ostala, da pa pojem ob harfi, to pa se mi zdi nekaj najbolj logičnega. Se sprašujem, zakaj vsi harfisti ne pojejo, ker je to res nekaj zelo podprtega. No, harfa zelo lepo podpira glas. Pri svojem glasbenem ustvarjanju posega po vseh zvrsteh. Najbolj njeno pa je etno izročilo. Obe njeni babici, tako slovenska kot srbska, sta bili ljudski pevki. Ja, zanimivo je, ker jaz nisem imela stika s temi babicami, bolj ko sem bila zelo majhna, sem jih slišala peti. Potem pride eno obdobje v odraščanju, ko bi rad vse pozabil, kaj je tvoja identiteta. Potem pa se zaveš kasneje, kaj zares potrebuješ. In to je nekako čez mojo kri, nekje v žilah je ta glas se spet zbudil in tam sem res doma, torej v ljudski glasbi. To me najbolj osrečuje. Jo pa zelo rada seveda prepletam z vsem znanjem, ki sem ga v ta leta nabirala, torej s klasično glasbo, džezovsko glasbo, pa tudi elektronsko glasbo. Sodelovanje z mladimi violončelisti iz zasedbe Cello Ataka na festivalu Bled je bila zanjo prav posebna izkušnja. Karmen Pečar poznam že mnogo let, saj sva bili sošolki na umetniški gimnaziji v Mariboru in potem zdaj po mnogih letih je ponovno nastal trenutek, ko lahko sodelujeva, me je povabila, če bi želela najprej napisati skladbo za ansambel Cello Ataka in tudi zraven izvajati. Tako da sem prav za njih napisala ta sklop skladb.